Molimo. Bog naš Oče, Tvoja družina smo in Ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Na Božjo besedo je vse ustvarjeno. Berilo iz 1. Mojzesove knjige. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna, in tema je bila nad brezdanjem vodovjem. Božji duh pa je plaval nad vodami. Bog je rekel: bodi svetloba, in bila je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval noč. Bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. Bog je rekel: bodi oblak sredi voda in naj loči vode od voda. Bog je naredil oblak ter ločil vode, ki so bile pod oblakom, od voda, ki so bile nad oblakom. Zgodilo se je tako. Bog je imenoval oblak nebo. Bil je večer in bilo je jutro, drugi dan. Bog je rekel: zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju, naj se prikaže kopno. In zgodilo se je tako. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro. Nato je rekel Bog: naj požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, katerega seme je v njej na zemlji. Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, tretji dan. Bog je rekel: naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči, in naj služijo za znamenje in čase, za dneve in leta. Naj svetijo na nebesnem obloku, da bodo razsvetljevale zemljo. Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve veliki luči. Večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi gospodovala noči in zvezde. Bog jih je postavil na nebesni oblak, da bi svetile na zemljo in gospodovale dnevu in noči, ter ločile svetlobo od teme. Bog je videl, da je dobro. Bil je večer in bilo je jutro, četrti dan. To je Božja beseda. Gospod se veseli svojih stvari. Slavi moja duša Gospoda. Gospod moj Bog, kako zelo si velik. Veličastvo in sijaj si oblekel, ogrinjaš se svetlobo, kakor s plaščem. Gospod se veseli svojih stvari. Postavil si zemljo na njene temelje, na vekov veke ne omahne. S pravodovjem si jo ogrnil kot z oblačilom, nad gorami so stale vode. Gospod se veseli svojih stvari. Studence točiš v potoke, ki tečejo med gorami. Ob njih prebivajo ptice pod nebom, med vejami gostolijo. Gospod se veseli svojih stvari. Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod, vse si z modrostjo naredil.
Zemlja je polna tvojih zakladov, slavi moja duša Gospoda. Gospod se veseli svojih stvari. Aleluja. Blagor tistim, ki verujejo v Gospoda. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko so se Jezus in njegovi učenci pripeljali, so zadeli na suho pri Genezaretu in pristali. Ko so se pa izkrcali, so ga ljudje takoj spoznali. Obtekli so vso tisto pokrajino in začeli bolnike na posteljah prinašati tja, kodr so slišali, da biva. Kamorkoli je prihajal v vasi ali v mesta ali na pristave, so polagali bolnike na trge in ga prosili, da bi se smeli dotakniti vsaj roba njegove obleke. In vsi, kateri so se ga dotaknili, so ozdravili. Poslušali smo Kristusov evangelij. Morda kakšna kratka misel ob današnji Božji besedi. Prvo berilo nam predstavi moč Božje besede, moč Boga, ki izgovarja in stvari nastajajo. Iz nič Bog ustvarja in tisto, kar ustvari, je dobro. Tako pravi na koncu vsakega dne. Vse, kar je ustvarjeno, je dobro. S človekom, ki mu je dana svobodna volja, z našo zlorabo te svobodne volje potem na svet in tudi v stvari pride tudi možnost slabega, ko mi stvari izkoriščamo za slabo. Stvari same po sebi niso slabe, ampak naša uporaba je lahko slaba. Božja beseda prvega berila nas danes torej vabi, da bi tudi mi prisluhnili tej dejavni Božji besedi, da bi pustili, da se tudi v nas stvari spremenijo, ko nam Bog spregovori. Evangeljski odlomek pa nam predstavi Božji dotik. Ljudje prosijo, da bi se lahko smeli vsaj dotakniti roba njegove obleke. In vsi, ki se dotaknejo, so ozdravljeni. Dotaknejo se z vero, da je ta Jezus zares tisti odrešenik, ki prihaja, da nas odreši ne samo telesnih bolezni, ampak da nas odreši predvsem naših duševnih bolezni, da nas odreši tistega zla, ki je prišlo na svet po naši svobodi, da nas ponovno osvobodi za dobro. Naj bo to povabilo današnje Božje besede, da bi pustili, da Bog v nas pregovori, da se nas dotakne in da tudi mi znova postanemo dobri, zmožni delati dobro. Rise up.